Ja, mi smo že nazaj. Dober večer, gostje so se mi zamenjali in jaz v svojem studiu prav lepo pozdravljam. Dve valdortski vzgojiteljici. Sami boste povedali natančno, kaj to pomeni, kaj to valdortska vzgojiteljica, valdortski vrtec natančneje sploh je. In zato dober večer voščim gospe Mojci Kovač in pa gospe Vesnica Futa. Dober večer. Torej, začela sem že nekako istočnico valdortski vrtec, valdortski vzgojiteljici. Kakšna razlika je to? Kaj ta valdortski sploh pomeni? Težnja valdortske pedagogike je, da otroku skuša na pravi način, v pravem času predstaviti primerne vsebine. Zdaj, če se pogovarjamo o valdortski pedagogiki v predšolskem obdobju, govorimo predvsem o otroku v prvih 7 letih. To pomeni, da v tem obdobju otrok potrebuje varnost in ljubezen. Tako da ob sebi pa prav tako potrebuje odraslo osebo, ki mu predstavlja neki vzor in ki jo lahko posnema. Tako vzgojiteljice v valdorskem vrtcu vedno opravljajo neko smiselno delo, ki ga mogoče otrok lahko tudi posnema. In mogoče, če zdaj konkretno govorimo, kakšne so tiste razlike, kje so neka razhajanja med vrtcem, ki ga pač poznamo, ki je že vpeljan, in pa torej med valdortskim vrtcem? Kje je tista razlika? Ja, sicer se ne želimo primerjati z ostalimi vrtci. Ena izmed valdorskih vzgojiteljic je dejala, ali je buka ogrožena, če zraven nje raste javor. To pomeni, tudi v tem smislu je enako, ne? Mi samo predstavljamo eno od možnosti, sami starši se pa odločijo, kam bo njihov otrok odšel v vrtec oziroma v kakšen vrtec in kakšno vzgojo bo imel in kaj je za njega primerno. Naj poudarim pa, da je valdorska pedagogika povezana z zdravim načinom življenja. Kaj pa zdravo način življenja, to pa tako vsi že vemo. Se pravi, tudi na področju prehrane, tako je. Na področju mogoče odmikanja otrok od medijev, od medijskih vsebin, televizij, risank, računalnikov in podobnih stvari. Tako, vse ob pravem času. In v pravi meri. In v pravi meri. In kakšne vsebine so to? V predšolskem obdobju pa vsi vemo, da televizija škoduje, res na primer kakšne agresivne risanke, ki jih je danes ogromno. In to ravno ni najbolj primerno. Primerno recimo kakšna lepa risanka, ki so še pa na sporedih, ampak se pravi, vse je v rokah staršev. Tako da vsak se sam odloča za svojega otroka. Mi pa pač skušamo nekje, ne samo z valdorsko pedagogiko, to nekako omiliti, ne? Ker v bistvu prepoved pač ni najbolj recimo rešitev, ne? Ampak vse ob pravem času, ob pravi meri in ob kakšni količini. Mogoče se tudi dotaknem samo še tega, se pravi, obstaja posebna smer študija, da postaneš valdortska vzgojiteljica. Kakšna je ta smer, kje to poteka? Zaenkrat specializacija za valdortske vzgojitelje poteka samo v Ljubljani, zaenkrat. Traja 3 leta in potem dobiš naziv za valdortskega vzgojitelja. In sporočamo torej tudi novico, da valdortski vrtec odpira svoja vrata tudi v Rušah. Začel se bo z delavnicami, drži? Ste kaj več povedali o tem? Tako je. Igralne urice bodo potekale vsako sredo do nadaljnjega. Mi si želimo še po novem letu. In torej vsako sredo ob 17. uri s pričetkom v tem tednu. Na prostorih hiše na Falski cesti 40, to je blizu osnovne šole. Igralne urice so brezplačne, tako da je... Kdo vse pa lahko pride? Kakšne omejitve obstajajo? Ja, otroci od 1 do 5 let
potem da spoznajo tudi vzgojiteljice, prostor in same igrače in pa spostavijo stik z drugimi otroci, nek odnos, da jim je lažje tudi potem prihod v vrtec od doma. Tako jim je lažje, olajšano jim je, ne? Vidve boste tiste, ki jim boste delali družbo? Tako je, ja. Tako starši bodo tudi spoznali naš način dela, kako mi delamo, mogoče bolj tudi na praktičen način, kot pa mogoče samo teoretično, kaj danes o tem govorimo. Lahko mogoče že malo orišemo, kaj vse se bo na teh igralnih uricah dogajalo? Lahko. Otroci se bodo lahko igrali v prosti igri z igračkami iz naravnih materialov. Tukaj smo nekaj prinesli za vzorec, to je pač v zelo mali meri. Igračke so, kot sem rekla, iz naravnih materialov. To je iz bombaža, so igračke narejene. To so vse igrače, ki so narejene v bistvu ročno? Ja, to same delamo, vse valdorske vzgojiteljice, to vse same počnemo. Odlično. Dragi gledalke, spoštovani gledalci, vi ne morete tega primiti, ampak moram reči, da so to zelo lepe igrače. Všečne tako na otip, malce so drugačne od vseh ostalih in mene so navdušile. Resnično. Lepe ideje, torej imamo oslička, muco, kužka. Kot rečeno, sem rekla, iz bombaža, iz filca, iz nepredene volne lahko dobimo različne zelo lepe igračke, ki so že na dotik zelo prijetne, tudi sam bombaž veste, tudi svila se ogromno uporablja in pa seveda les lahko uporabljamo recimo tudi kot kakšni takšni krožniki, recimo krožički in to imajo zelo radi otroci, da se stavljajo, da polagajo gor drug na drugo, recimo razne palčke, tudi Lego kocke imamo, ampak to je vse v lesu, to pomeni, da nič ne uporabljamo, da se ne uporablja dobena plastika, dobenih igrač v bistvu iz dobenih plastike. Kako to sprejemajo otroci? Najbrž imate izkušnje, ko dobijo takšne igračke, drugačne, se znajo spoprimiti s tem, so jim všeč ali pogrešajo tiste, ki so nekako preplavile otroški svet? Jaz bom tako rekla, samo vzdušje v vrtcu je prilagojeno tako, da spominja na dom. Že mogoče v središču tudi imamo majhno kuhinjo, potem barve so v takšnih pastelnih tonih, tako da to, kaj smo hospitirali in kaj smo delali v vrtcih, ni čutiti nobene potrebe po ostalih igračkah, ker za otroke je lahko mogoče ta palčka predstavlja marsikaj drugega v njegovi domišljiji. Najbrž ni pomembna toliko sama igrača, kot tisto, kako mu to igračo približati, torej vaša vloga. Kako se z otrokom zaigrati in mu nekako krajšati čas? Tako bom rekla, mi otrok v vrtcu ne animiramo. Naše bistvo je, da se otroci znajo sami igrati, da ne potrebujejo nekih zunanjih animacij in da znajo sami sebi dati tisto, kar potrebujejo oziroma za igro. Tako da... Kaj pa drugače? Koliko staršev se danes poslužuje valdorske pedagogike? Vemo, da ta beseda povzroči pri vsakem izmed posameznikov drugačen pomen. Nekako prvi vtisi so tisti, da je to za tiste, ki so bolj premožni, da to hodijo bolj bogati otroci, da to ne vem. Kakšen je odnos do tega? Jaz bom tako rekla, valdorski vrtci so namenjeni vsem otrokom, od prvega leta do stope šole in tukaj ni, ali je za bogate, ali je za revne, tukaj ne delamo selekcije v tem, ampak mi damo samo eno možnost izbire. Potem se starši na podlagi lastne presoje odločijo, kakšen način vzgoje bodo izbrali. Tako da ni omejitev. Lahko rečemo, da je način vzgoje torej po valdorsko dražji kot pa običajno? Dražji, če bi lahko tako rekli, ker je pač valdorska pedagogika je druga alternativa javnemu izobraževanju. Poleg nje še obstaja inštitut Montessori. In ker je pač zakonodaja pri nas taka, da
druge alternative ne morejo spadati pod javno šolstvo in biti 100% financirane, smo mi financirani 85%, 15% potem starši sami prispevajo. Tako da nekako 15% je pač ta vrtec dražji, pač zato, ker pač so financiranje samo 85%, ne. In vedve ste se odločile to pripeljati v Ruše. Zakaj ravno v Ruše? Ja, to je iz razloga, ker so tukaj idealni pogoji. Tukaj Ruše in njena okolica ima čudovito naravo, ki pa otrokom to omogoča, da so povezani non-stop z njo. Drugi razlog bi bil, da so tukaj tudi biološke kmetije, ki bi ponujale zdravo prehrano naših otrok v našem valdorskem vrtcu, kar je zelo pomembno, saj veste sami, kakšna prehrana je sedaj na tržišču, tako da te možnosti so v teh krajih čudovite. Tretji razlog pa bi bil, da imamo podporo že staršev tudi in pa drugih ljudi, ki si želijo tega vrtca v samih Rušah in okolici. Če se malo dotaknem še prehrane, boste tudi sami z otroci kaj pripravljali? Zajtrki se vedno kuhajo v vrtcu. In to je tista kuhinja, o kateri ste rekli, da je v sredi. To je takšna minimalna kuhinja, to ni zdaj ne vem kaj. Kašice. Ja, tako da tudi kuha se takrat, ko je res čisto na začetku, ko vzgojiteljica pride v igralnico samo, tako da takrat pretežno je zelo, zelo malo otrok še, tako da to se skuha kakšen mlečni riž recimo, ki je že mogoče dan danes pozabljen namesto čokolina in to otroci zelo dobro sprejmejo. To so mlečni izdelki ali pa tudi črn kruh, tukaj se uporablja samo črni kruh, brez bele moke, pa veliko sadja, tudi otroci ga včasih tudi sami režejo, pač kateri želijo, tako da to vidijo tudi, to pa delamo tudi vzgojiteljice pred njimi, tako da vidijo tudi, da se tudi to, ne samo, da se samo postreže, ampak da se to opere in se nareže. Ker to včasih mamice opravijo to same v kuhinji in otrok to sploh ne ve, kako to sploh nastane, da otrok dobi en košček jabolka v roke. Tako da jaz mislim, da je to zelo, zelo lepo in dobra stvar. Odkot pa sploh izhaja ta valdorska pedagogika? Odkot so jo pripeljali v Slovenijo? Valdorska pedagogika oziroma samo ime Valdorf je dobilo ime po tovarni cigaret Waldorf Astoria v Stuttgartu. Namreč takratni direktor te tovarne, Emil Molt, je želel za delavce svojih otrok posebno šolo. In je želel, da bi bila ta šola nudila neodvisno razmišljanje, da bi razvijala ustvarjalnost in pa seveda odgovornost do družbe. Takrat se mu tudi pridružil Rudolf Steiner, ki mu pravimo tudi ki je oče valdorske pedagogike. In potem je bila leta 1919 res ustanovljena šola v Stuttgartu. Posledično bo potem tudi vrtec. In zdaj to dobimo v Ruše, kje pa še drugače v bližini poteka ta program? Prvi valdorski vrtec je nastal v Ljubljani, se pravi, da je najprej se začela valdorska pedagogika širiti v večjih mestih. Kasneje v Mariboru, sedaj zadnjih 5 let pa imamo vrtce v Žalcu, Radovljici, Novi Gorici, Ajdovščini, Murski Soboti, tako da počasi... To pomeni, da je nekaj na tem, da to se v bistvu širi in da obstajajo neki pozitivni rezultati. Tako. Saj pravim, 22 let, 23 let mislim, da je že v Ljubljani prvi, odkar je odprl vrata prvi valdorski vrtec. 2 leti kasneje osnovna šola v Ljubljani. Osnovna šola je tudi zdaj v Mariboru že 9 leta, oziroma 10, tako da ena generacija že odšla zdaj v srednje šole. So potem podobni principi tudi v osnovnih šolah, kot smo tu govorili? Kaj je mogoče drugače? So podobni principi, ampak mi smo bolj za specializacijo valdorske pedagogike, zato
Ostanemo na vrtcih. Ja, Je pa ostane pri nekje vrtcih. tudi, ja. So pa nekje. Seveda. Ja, verjetno Je pa torej tudi poudarki na prehrani, Tako, na v zdravem zvezi načinu s življenja. s prehrano, z naravo samo, z zdravim načinom življenja je to vse povezano. Ne? Kakšno je vajino mnenje? Otroci mnogo preveč časa zapravijo za neumne stvari, bomo temu rekli, torej računalniki, igrice, ne vem. Kaj pravita dan današnja mladina ali pa dan današnji otroci, kam so zapadli? Današnja mladina se mi zdi, da ne vem, kam bo to prišlo, če se še v kam bo to prišlo, ne vem. Mislim, da se to marsikdo sprašuje od psihologov do psihiatrov do drugih. Verjetno nišče še točno ne ve, ampak kaj verjetno tako kaže, verjetno nič kaj dobrega. Tako da Vi ste pravi naslov za to, Ja. da to poskušamo nekako ja, omiliti. omiliti, ja. Odlično, bomo za konec mogoče še enkrat ponovili, kje, kako bo potekalo vse skupaj v Rušah. Ja, igralne urice bodo se pričele zdaj ta teden v sredo ob 17. uri v prostorih hiše na Falski cesti 40, to je blizu osnovne šole Ruše. Drugače pa bodo potekale vsako sredo, ne, do nadaljnega. Jaz mislim, da bo kar še po novem letu. Igralne urice so brezplačne. Vabljeni pa vsi Vabljeni v pa starosti. vsi od enega leta do vstopa v šolo. Namenjene so, da spoznajo otroci prostor, vzgojiteljice, igračke in tudi druge otroke, da spostavijo stik z njimi. Starši pa tudi, da spostavijo stik z vzgojiteljicama, to pomeni z nama, ker tudi to je pomembno za pri waldorfski pedagogiki, to moram tudi poudariti, da je tukaj veliko stika med starši pa med vzgojitelji, dobronamerno. Mi smo veseli vsakega starša, vsakega mnenja, vsakega predloga, tako da na tem se tudi dela. No, tako sem rekla že, da spostavijo stik z nama in pa da spoznajo tudi način našega dela. Gospa Da Vesna, vljudno vabljeni. želite kaj dodati, mogoče še vi? Tudi bi rekla samo vljudno vabljenje, res, da mogoče Ja. vidite to, kako v praksi izgleda, ne samo. Odlično. Da en delček prikažemo, prikažemo. samo en delček. Ja. Ni pa še urejen prostor, ker pač Dokončno, tukaj ja. je To prvi pride cilj, kasneje. da pridobimo otroke, potem pa se bo to uredilo, tale prostor, tako kot za waldorfsko pedagogiko je pomembno. In se pravi, mi da bomo prikazali čim bolj, kako poteka življenje v waldorfskih vrtcih. Odlično. Ja. Najlepša hvala, da ste prišli, da ste delili te besede z nami in z vsemi gledalci. Jaz vam želim veliko otrok, veliko skupnega druženja, lepo se igrajte in pa naredite otrokom čim lepši začetek življenja. Hvala. Hvala lepa in srečno. Takole torej, kot ste slišali, waldorfska pedagogika prihaja v Ruše vsako sredo ob 17. uri popoldne bodo torej potekale igralne urice. Udeležite se jih, pripeljite otroke in spoznajte nekaj novega, drugačnega. Ostanite z nami, še enkrat se vračamo v vašo družbo.